Šport je izjemno pomemben. Ne le za razvoj posameznika in njegovo zdravje, ampak je tudi povezovalec vseh delov družbe, ambasador države v tujini, obenem pa je tudi gospodarska panoga. Raziskava v satelitskih računih za šport, ki so pred leti upravili na Ekonomski fakulteti, je pokazala, da na vsakih 100 evrov, ki jih vložimo v šport, rezultira v 177 evrih, ki se povrnejo državi. Poleg tega v športu zaposlenih približno 2,5% prebivalstva iz naslova davkov in prispevkov v državno blagajno šport prispeva kar 320 milijonov evrov. V preteklih letih smo velikokrat lahko slišali trditev v smislu, da je slovenski šport na infuziji, da je podhranjen in podobno, kar je držalo in pravzaprav še vedno drži. To nam jasno ilustrira razmerje med razpisanimi sredstvi za šport in količino sredstev, za katera zaprosijo športne organizacije. Tako letos, ko bo država namenila največ sredstev za letni program športa v Sloveniji, razlika med sredstvi, za katere so zaprosile športne organizacije, in sredstvi, ki so na voljo, znaša še vedno slabih 25 milijonov evrov. Razlike so bile seveda še večje v preteklih letih. Ampak najprej je smiselno pogledati, kako se šport v Sloveniji sploh financira. V grobem lahko vire financiranja razdelimo v dve skupini. Prva skupina so proračunska, to je javna sredstva. Druga skupina pa so neproračunska, torej zasebna sredstva. Ti dve skupini lahko ponovno razdelimo. V prvo skupino proračunskih sredstev spadajo sredstva državnega proračuna, višina katerih se opredeli vsako leto in za katera velja načelo javnih razpisov. Sredstva lokalnih skupnosti, ki jih vsako leto določi občina glede na potrebe društev, klubov, zavodov in glede na sredstva, ki jih ima na razpolago, ter sredstva fundacije za šport, ki jih pridobi od iger na srečo, in podobno kot pri sredstvih iz državnega proračuna, tudi za ta sredstva velja načelo razpisov. V drugo skupino neproračunskih sredstev lahko vrstimo sredstva sponzorjev, donatorjev, gospodinjstev, tu so mišljeni članarine in vstopnine ter druga lastna sredstva. Torej jasno je, da je bil šport v preteklosti glede na potrebe prenizko financiran. Zato so se že v preteklosti, kot tudi lani ob objavi razpisa Fundacije za šport, pojavljali pozivi k bolj sistemskemu financiranju športa. Predlog je bil, da bi se šport iz Ministrstva za šolstvo prestavilo na gospodarsko ministrstvo. Letos se je to z reorganizacijo vlade tudi zgodilo. In premiki so že vidni. Na novo organizirano Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je namreč pred dnevi objavilo sporočilo za javnost, iz katerega je razvidno, da so k prvotni postavki namenjeni za izvajanje letnega programa športa, ki je v grobem znašala 33,5 milijona evrov, z rebalansom proračuna prinesli še 5 milijonov evrov. In napoved, da bodo, ko bo rebalans funkcionalen, šli v novo razporeditev in na šport prinesli dodatna 2,8 milijona evrov. S tem bodo sredstva namenjena športu znašala rekordnih 41,2 milijona evrov. In koliko od teh dodatnih sredstev se je prelilo v slovensko Istro? Pravzaprav je to skoraj nemogoče povedati. Vse odvisno od prijavljenih projektov, s katerim bodo društva oziroma v njihovem imenu občine kandidirale na razpisu. Ob tem je treba upoštevati, da so sredstva namenjena sofinanciranju programu oziroma sofinanciranju investicij, kar pomeni, da mora občina ali pa društvo imeti del zagotovljenih sredstev, kar v praksi znaša približno 50%. Večinoma je tako, da ti ministrstvo pokrije, seveda če uspeš na razpisu, pokrije cirka 50%, 50% pa moraš imeti nekako rezervirana finančna sredstva na svoji strani. Ne? Tu pa nastopi problem proračuna. Če občina nima predvidenih sredstev, bodi se ker ni prepoznala potrebe po financiranju oziroma vlaganju, bodi se ker ima občina v proračunu primanjkljaj, se na razpise za sofinanciranje ne more prijaviti in tako ostane brez dela sredstev za investicije. Takšna situacija je v Izoli. Navkljub temu, da društva pošiljajo predloge za financiranje oziroma sofinanciranje, mi prejemamo, imamo srečo naših športnih društev, ki sledijo tudi tem stvarem, da nam pošiljajo te informacije iz strani ministrstva in fundacije, prav tako Športna zveza, ki je dosti aktivna v tej smeri. In potem mi to plasiramo naprej na občino, katera je sicer lastnica, torej 100% lastnica teh objektov, ki jih imamo mi v upravljanju. Tako da nekako informacija do njih prihaja. Lahko občina, zaradi primanjkljaja, ki je nastal v prejšnjem mandatu, rezervira sredstva le za najnujnejše. Ja, zdaj tako je. Velik problem je naprimer v športni dvorani Livade. Problem je z streho, katera je mišljena že zamenjava, mislim, da že 2 leti, nekaj tasga. In mislim, da bi bilo smiselno, recimo, če bi se občina, če ima možnost, da bi se prijavila, da bi vsaj nekaj sredstev prejeli za čimprejšnjo sanacijo te strehe oziroma zamenjave. Ker tam imamo, poleg tega, da imamo nekaj društev in rekreativcev, imamo seveda šolo, ki imajo svoj šolski program v dopoldnevih in je malček tako rizično. Sicer pa Janu pravi, da je nujnih investicij več. Prednost imajo tiste,
kjer so objekti dotrajni. Prednost so večinoma objekti tam, ki so dotrajani. Ne? Torej, ki vidiš neko potrebo iz, ko bi rekel, varnosti in pa neke odgovornosti. Ne? Tukaj, naprimer, je, ne vem, nogometni stadion, torej v Izoli, mestni stadion, je čas, v bistvu zdaj je pretekla ta 10-letna garancijska doba te umetne trave, ki je prišel čas za jo zamenjati, tudi njo. Ne? Zdaj pa, poleg tega, ko so menili livade, imamo problematiko tudi v Rigoniju, kjer izvajajo programe srednje šole dopoldne in pa popoldne namizno-teniški klub. Vemo, da je ta dvoranca pač svojim letom primerna. Žal pa nimamo drugih prostorskih pogojev, da bi jim lahko omogočili kje drugje. Ne? Torej jasno je, da izolska občina zaradi proračunskega primanjkljaja ne bo mogla v polni meri izkoristiti proračunskih sredstev za investicije v šport. Z Mestne občine Koper pa so nam odgovorili, da bo občina za sredstva na letošnji razpis kandidirala s projektom obnove oziroma energetske sanacije športne dvorane Borja na Škofijah. Sicer pa so lani v proračunu za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni zagotovili 5,2 milijona evrov. S temi sredstvi je občina z javnim razpisom financirala športne programe, velike športne prireditve, delovanje javnega zavoda za šport Mestne občine Koper in zavoda Bonifika ter delovanje Športne zveze Koper. Del sredstev je bil namenjen tudi športni infrastrukturi, največ denarja pa je Mestna občina Koper namenila za izgradnjo plezalne stene.